Spoštovani, tekma v Rogaški Slatini se je zelo zavlekla do 100. minute, zato smo se zelo pozno seveda vključili v naslednji dvoboj, ki ga bomo prenašali. Sliko smo namreč že v Celju na stadionu z Dežele v 27. krogu prve lige. Telemach je zdaj pred nami predzadnji obračun tega kroga. Poškodovan sicer ne gre za nič hujšega, je poudaril celjski strateg, ampak pred tole reprezentančno pauzo v celjskem taboru ne želijo ničesar tvegati. S Klesičem priložnost zdaj za Celjane. Egor Prucev je bil pred vrati. Prucev lepo proti Popoviču, priložnost za Celjane. Popovič in 1-0. Krasna akcija Celjanov skozi sredino. Prucev, asistent, njegova 4. podaja v tej sezoni, Popovič pa do 5. gola. 20. minuta, torej Celjani so prišli do prednosti prek Denisa Popoviča. Vsaj v teoriji bi zdaj moralo biti lažje za Grofe. Zdaj so Radomljani prišli do žoge, da Kruz takoj naprej Šošiću. Šošić na drugi strani se odkriva Vokić, Šošić poizkuša sam, pa zdaj Vokić. Vokić se odločil za strel, teda Karničnik, Matko. Zdaj priložnost za Celjane, Matko v sredino. Karničnik, potem pa Popovič za las mimo vrat. Šošić. Priložnost in 1-1. 1-1. Ali je Gaber dobrovoljc, strelec ali celo avtogol, kakorkoli v 33. minuti so Mlinarji prišli do izenačenja. Šošić z dobro podajo iz kota. Tole so gostujoči navijači. Nekaj težav imam, sonce sije točno v monitor. Mislim, da je tole celo avtogol. Popovič. Prucev. Zdaj proti Matku. No pa ima Matko priložnost. Matko se odločil za strel, še vedno Matko, našel je za Bukovnika, strelja mimo vrat. Da Kruz je bil tam v napoto, kajti Šošić je želel podati Krolu. Še naprej sicer žoga za Radomljane. Zdaj poizkus, Rozman je izpustil žogo, Šošić še enkrat, Madžić Šošić in ni zadetka. Tole je zdaj priložnost za Celjane, Matko, Popovič in brani Velič. Mislim, da ni zadetka, čeprav se pritožuje Popovič, ampak da je bil še pravočasen Emil Velič. Pa zdaj za Bukovnik na Aronsa. Arons ima nekaj več prostora, zdaj pred seboj dobrovoljca. Arons gre, Arons in gol! Bajde pa je strelec! In zdaj kakšno veselje na tribunah. Tudi vsi na celjski klopi so skočili v igrišče. Rolando Arons, rekel sem, drobtinice dobiva, to da dovolj je bilo, da je tule skreiral zadetek. Tudi kapetan Rozman je iz vrat odšel, odtekel, odšprintal povsem na drugo stran. Tule poglejmo za Bukovnik Aronsu. Arons je švignil mimo dobrovoljca in potem žoga v sredino. Tam pa jo je Bajde nekako zatlačil, zrinil v mrežo.
In Celjani bodo, kot kaže, vendarle prišli do zmage. Sijajno Arons, Bajde pa je bil točno tam, kjer mora biti v takšnih situacijah napadalec. No, Damir Krznar, zelo živčna tekma do samega konca. Na koncu ste jo izvlekli, tudi 3 točke, zelo pomembne v boju za naslov. Kako ste na koncu zadovoljni z vsem danes? Zelo pomembna tekma, zelo pomembne točke. V nervoznoj utakmici, v utakmici koju nismo bili pravi, ali ono što je nekakav put je dobiti takve utakmice. Kada nisi pravi, kada ne ide sve od noge, ali kada ustraješ, kada pokušavaš na mišiće, na karakter i dobiješ takvu utakmicu u zadnjoj minuti, to je jednostavno samo znak da smo pozitivni, da smo dobri, da vjerujemo. I takve utakmice se na kraju krajeva trebaju dobivati ako želiš biti prvak i drago mi je da je ova krenula i uspjela na mišiće. Navikli smo na lakše stvari, ali danas smo pokazali ozbiljan karakter i želju da potvrdimo ona 3 boda iz Kopra. Marsikaj se vam je dogajalo v nasprotni smeri v zadnjih nekaj krogih, od tistega razveljavljenega zadetka pri Bravu, pa potem 2 prejetih zadetkov v zaključkih na derbijih z Olimpijo in Mariborom. Danes na nek način se vam je vrnilo, ampak verjetno ne bežite od tega, da danes ni bilo vsaj takšne igre, ne, kot ste jo verjetno pričakovali. Kaj je danes pravzaprav manjkalo? Pomanjkanje neke motivacije, organizacije, česa drugega? Pa ne smijemo zaboraviti na praktički svega 2 dana odmora, plus toga još i put. Ciklus gdje jednostavno ovo je i zadnja utakmica u ciklusu, znači dosta je tu bilo potrošnje. Bili smo umorni, ali to nije opravdanje, definitivno. Nije bilo te tečnosti u igri. Nešto je zaslužno i Radomlje koje nas je praktički navlačilo u klopku. I nisam bio miran i kod 0-0 jer jednostavno puno smo riskirali, otišli smo malo previše napred, često bili u situacijama 2-2, Šošić, Vokić, igrači koji su u situacijama 1-1, 2-2 opasni, tako da nismo mogli mirno spavati što se tiče defanzive, a napred nismo nalazili nekakva ekstra rješenja. Žao mi je što nakon 1-0 i postignutog zgoditka nismo malo smirili igru i izvlačili mi njih. Pred zadnjo četrtino imate kar 12 točk naskoka, res da ima Olimpija še tekmo manj. Še beseda 2 o tem, kako boste izkoristili ta reprezentančni premor. Ok, prije svega slijedi sad odmor 3-4 dana, onda ćemo odraditi neke stvari koje nam nisu štimale, tu direktno mislim na obranu u zadnjoj trećini. Izlazak iz te obrane jer puno lopti osvajamo, ali malo kontri radimo, tako da ćemo morati poraditi malo i na tranziciji. I onda u drugom tjednu normalna priprema. Mislim da nećemo se zanositi s time koliko smo ispred, gdje smo, šta smo. Fokus je na prvoj sljedećoj i jednostavno utakmicu po utakmicu svaku ići na zmagu i nadam se da će taj recept biti dovoljan. Oliver Bogatinov, bom rekel čestitke, da ste uspeli, kar se igre tiče, praktično povsem neutralizirati vodilno ekipo prvenstva. Na koncu vendarle v sodniškem dodatku ostali brez tudi tiste ene točke, ki se je nasmihala. Verjetno kar neprijetni občutki vse na koncu. Ja, čestitke fantom za vse, kar so pokazali na igrišču. Je res, da na koncu malo športne sreče je zmanjkalo za to, da bi danes osvojili točko tu v Celju. Sam lahko povem, da mogoče ne razumem vseh pravil, ampak mi smo dobili iz kornerja proti Bravotu gol, katerem smo izgubili 1-0, pa VAR ni ugotavljal, ali je prešlo offside ali ne. Tukaj zopet imamo korner, pa nam sodniki dopiskajo offside. Jaz to težko razumem, 2-krat korner, strani sodnika piskano, drugič se povleče offside linija, tretjič pa ne. Ok, mogoče je to za šolat me kaj, ampak ni bilo to danes ključno. Zagotovo ne. Lepše je bilo imeti še kakšen gol iz kakšne priložnosti, ala Davidović, ko je imel, pa še da ne naštevam, ampak na koncu fantje so pustili dušo na igrišču, tako kot smo pred tekmo rekli, da si želimo, in samo čestitke, kljub porazu.
Zdaj na zadnjih dveh tekmah verjamem, da ste si nekako povrnili, bom rekel, tisto samozavest, da so tudi fantje začeli verjeti, govorimo o tekmi z Domžalami in danes s Celjem. Je v tej luči, ne glede na to, da ste pred začetkom, pred vstopom v zadnjo četrtino na zadnjem mestu, sploh dobro za Radomlje, da prihaja reprezentančni premor? Ja, mislim, da je zdaj naš moment, tako da to ne bo dobro. Zdaj fantje, Ala Šošić, Letaj, kar nekaj, ki so dobili reprezentančno vabilo, ne bojo na voljo in ko pridejo iz reprezentančne akcije zopet, kako reče Jovo, na novo, potrebno bo ustvariti ekipo, kemijo, tako, ki smo jo gledali zdaj v zadnjih dveh tekmah, ker mislim, da ravno ta podoba, ki smo jo pokazali v teh dveh zadnjih tekmah, daje upanje za to, da osvojimo naše cilje, to pa je obstane kolegi. Gregor Bajde, iskrene čestitke za zmago, težak boj. Jasno, da ste bili na igrišču v teh, bom rekel, najbolj razboljivih trenutkih. Povejte nam najprej pri tem zadetku, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ja, res je, ena težka tekma za nami. Pri zadetku pa predložek iz strani moje gibanje na prvo, mislim, da je to vrglo iz ritma branilca in si je potem sam zabil gol. Gabor, na koncu poraz pri favoriziranem prvovrščenem Celju, ampak praktično ste točko že imeli v žepu, na koncu je izpuhtela v sodniškem dodatku. Kako težko se je bilo na koncu s tem sprijazniti in predvsem, kako je bilo med tekmo, vendarle se je zdelo, da ste odlično nevtralizirali Celjane? Ja, predvsem čutim nek ponos na to ekipo. Res smo pokazali karakter, kvaliteto, borbo, praktično vse. Praktično v njihovem domu gladko prva ekipa Slovenske lige, da se tako zoperstavimo njim. Res smo lahko samo ponosni. Malo nam je žal na koncu zmanjkalo, ampak vseeno moramo gledati pozitivno in ni se nam treba nič bati, če bomo tako naprej igrali. Mislim, da je zdaj ta Domžale, da so bile neka prelomnica, ker smo proti Domžalam vrhunsko odigrali. Danes smo tudi neke stvari ponovili, logično je, vsem Celje ima svojo kvaliteto, smo se branili, smo trpeli, ampak na koncu, ja, žal nismo niti z nulo gremo domov, ampak moramo iti s pozitivnimi občutki naprej.